Dober večer, tudi Duško tvojemu imenu, že ker sem jaz prvi na vrsti, da spregovorim. Trenutek se moram malo umestiti, bolj kot v prostor, ker se smatram za dvoživko, Gorica, Nova Gorica, ampak v koncept pobude. Telefonski klic sem dobil v torek zjutraj, medtem ko sem hitel med ameriško in rusko ambasado v Ljubljani in dobim ta telefonski klic, se ustavim, tam miličniki me gledajo, kaj se opletam okoli teh vhodov, tako da nisem pravzaprav dobro razumel izhodišča, kam me vabi pač Nova Gorica. Jaz sem danes večer spoznal organizatorja iz pobud, ki jih večkrat izvajajo na Erjavčevi, tam na mejnem prehodu. No, tako en tak uvod, zakaj sem tu, oziroma to ni ta glavni vzrok. Ampak spet se mi zdi, ker v telefonu je šumelo, da prireditelj ni vedel, kako sva z Duškotom povezana. Teritorialno in, lahko rečem, tudi miselno. Namreč izvirava iz istega okolja, on je še vedno ostal Tržačan, jaz sem se v Gorico preselil pred 40 leti, ampak osnova je tam, otroštvo je tam, puberteta je tudi tam, takrat, ko doživljamo najrazličnejše stvari, bodisi na osebni ravni, kot pa tudi na družbeni. On se je rodil leta 53, jaz 41. 12 let razlike se je zdaj dejansko uravnovesilo. Dejansko ni. Ampak, se je šel gor ali si šel ti dol? Hočem reči to, da ko imaš 14 let in imaš za taborovodjo nekoga, ki jih ima 26, je drugače, kot če se srečata o predstavitvi knjige in je na razdaljo recimo pol generacije, 12 let, pol generacije. Tako da potem se je ta, bi rekel, odnos spreminjal, očitno na bolje, v smislu, da se je uravnovešal. No, on je zaključil klasično v Trstu, jaz sem bil na paralelki, na realki, oba pa še vedno v stari stavbi v ulici Lazareto Vecchio, kjer je učil, mislim, da si ga tudi ti imel, še Alojz Rebula, da bom tako. Ja. Nadaljeval je študije v literarno smer, jaz pa v čisto druge vode, bom kasneje še to povedal. Zaposliteljno pa je bil časnikar, zdaj upokojen, bodisi na Primorskem dnevniku, kot pri radijski postaji Tržaški. Anekdotično se mi zdi zanimivo, absolutno ne omalovaževalno, glede na to, kaj je potem on dosegel, s čim? Z nahrbtnikom. Jaz sem ga učil, kako se napolni nahrbtnik. Pametno. No, oba sva nadaljevala z nahrbtnikom, samo jaz sem ostal na 2500 metrov. On je šel preko 8000 in to kar nekajkrat, vsaj trikrat. On se je posvetil, tako sklepam, potem kako piše in reference, ki jih navaja, se je posvetil branju. Jaz imam občutek, da je pač plavo v tem branju. Jaz pa sem se posvetil najrazličnejšim oblikam gibanja, resnično najrazličnejšim, in to počenjam še danes. No, specifično je bil leta 86 na Karakorumu, in sicer kot prvi alpinist, plezalec iz Furlanije Julijske krajine. Kar je bilo nekaj časa precej zakrito, zamolčano, da je pač Slovenc bil prvi občan ali državljan Furlanije Julijske krajine. In potem se je začela odmevna pisateljska pot, ki je dosegla približno 20 knjig, mnogo jih je prevedenih. Zvezdnate noči so pomenile prodor, ker so mu prinesli kar 4 literarne nagrade na državni ravni, ne na ravni Slovenske prosvetne zveze ali Zveze katoliških prosvetnih društev, na državni ravni. No, tu se spet približam pač temu paralelizmu
ki ni bil več fizičen med njim in mano, ampak je bil na informativni ravni, preko časopisov smo zvedeli, kaj kdo dela, ampak mi je pač ošabno, prijetno reči, on je napisal Zvezdnate noči, jaz sem pa napisal Nočitve pod zvezdami. Kar, ponavljam še enkrat, počenjam še zdaj. A danes se... Jaz se ti jih predstavil enkrat, če se spomniš, v Gorici. No, a danes jaz sem se zaklenil in on bo ubogal, da o gorah nič več ne spregovorimo. Ker drugače se spozabiva in vas bova odmislila, ker se podala v čarobnost samohodstva, bivanjske samozadostnosti in podobnih reči. Torej, o gorah, razen če boste na koncu kaj vprašali. Prvo vprašanje, kaj je tista postavka, tisti kvit, tisti sočni sadež, ki spremeni v očeh javnosti pisca v pisatelja. Eni napišejo poldrugo besedilo in so tako člani slavističnega društva pri nas. Drugi jih napišejo 10 ali 2 in niso nikoli vabljeni na srečanja. Eni so v špici prevedenih avtorjev, dobesedno v špici slovenskih prevedenih avtorjev in jih v osrednji Sloveniji dolgo ne povohajo, drugi doživijo hozano že po prvem prevodu. No, kaj je zdaj tisto, ki ustvarja ta kvalitetni preskok iz kvantitete v kvaliteto, če se izražam materialistično, dialektično? Torej, kot ponavadi prvo vprašanje je vedno tisto najtežje. To je kako vprašati, zakaj pišeš, kdaj si začel in tako, kakšen je globlji vzgib, zakaj pišeš. Kje pisec postane pisatelj? Jaz vem, da to sem najgloblje razglabljal v enem eseju, za katerega me prosil Ciril Zlobec za sodobnost, ki je vprašal pred 30 leti, tedaj zelo mlade avtorje, Aldo je izdal, koliko let imava in da se poznava več kot 45 let. Prvi tabor sem bil za 67 s tabo, Aldo, Bohemijo, se dobro spomnim. Skratka, jaz sem tam napisal kar nekaj postavk, kdaj je eden pisatelj in kdaj ne bo postal nikoli, čeprav piše odlično. Jaz sem napisal, da prva je pisateljski pristop, druga je pisateljska faca, tretja je pisateljski okvir, četrta je, kako se ti sam postaviš. Vse te postavke bom razložil. Jaz tako, ko sem napisal svojo prvo knjigo, sem bil in še vedno tabornik in alpinist prvi v deželi, ki je preplezal, in šahist leta 1970, mladinski državni prvak v šahu, italijanski. In sem bil en kup stvari, tako da enostavno v splošnem imaginarju, jaz nisem mogel biti še pisatelj, tako da ko sem jaz, ne bom rekel imena, ampak odgovorno ene revije zamejske, ki je imel sedež v isti stavku kot Primorski dnevnik, kot sem jaz delal tam kot mlad mulc, prinesel novelo, jaz potem tisto novelo ni bila tikana točno 2 leti. Dokler ni prišel nov urednik, ki je bil dosti mlajši od njega in je objavil. Kaj hoče reči to? Ni zato, ker te oseba me ni videla kot pisatelj. Enostavno je bilo za njega nepojmljivo, da jaz, ki sem tako ali drugače zunanjem opredalčkan, da sem tudi pisatelj. Tako recimo, ko sem diplomiral na univerzi, še dolgo let nihče ni hotel verjeti, da sem diplomiral. Zakaj? Zato, ker v zamejstvu je bila ena tolikih napak, govorim pred 43 leti, je bila ta, da tisti, ki se bori za narod, tisti, ki dela vse za stoj in tako dalje, nima časa, da diplomira za te neumnost. On se može žrtvovati za narod in ostati ignorant, ne? Tako da tisti, ki komandirajo, imajo doktorski naziv in tako dalje. Je dosti takih, kaj bi rekel, sedaj se je vrgo bolj v šalo, enih postav, ki so verjetno resnične. Druga je, nimam pisateljske face. Je tako, jaz nisem imel, in morda še danes imam zelo malo pisateljskega. Edino, tisto, kar imam zelo dosti pisateljskega, je, da
ljudje vejo, da dosti berem. Jaz, ko imam komaj kakšno priložnost, dosti berem in to recimo tako da, če me ti vprašaš, jaz sem se nastavil nekaj odgovorov, ki samo ker verjetno se vrtim okoli odgovora. Potem je to, s tem, da nimaš, da v splošnem imaginariju ti nisi pisatelj, tudi predno se lotijo tebe brati. Je to, vemo dobro, da ljudje, vsaj kar se tiče Tržaškega ali Italije ali kakorkoli, izredno malo berejo, tako da potem na srečo so ljudje začeli meni brati prav zaradi tam bralcev, ne veš, sem prebral eno, drugo, tretje. Samo, veš, verjetno, če jaz bi bil, se spet malo vržen v šale, hodil po cesti, gledal v prazno, bil malo razkuštran, bil malo raztresen, bi bil verjetno dosti bolj pisateljska faca kot eden, ki je novinar, ki laufa okoli, ki intervjuva, ki hodi na izlete, ki organizira, ki dela eno do tretje. Pisatelj ne more organizirati stvari, ker če organizira, pomeni, da gre vse po luft. Ima druge stvari po glavi, ne? On ima visoke, plavajoče misterije sveta, ne. Ja veš kaj, pravzaprav ne vem, če si ti odgovoril, vsakega razumel tisto, kar je hotel verjetno. Kot se spodobi. Torej, Trst kot skupno rojstno mesto. Sedaj imamo v rokah te mestne prikazni. Neskromno potegnem spet neko drugo usporednico, ker sem ob 1000-letnici Gorice, kot že, bi rekel, sprejet v Gorici, kar ni lahko, ne, posebno Tržačane v Gorici. Ampak mene so sprejeli, verjetno, ker sem učil cele generacije otrok, ki so se starši bali, kako jih bomo ocenjevali. No, in sem objavil zbirko z naslovom Skice Gorice, ki jih mimogrede usporejam s to knjigo Tržaške prikazni. Ker podobno kot Duško, v obeh knjigah so opisane mestne četrti, izkušnje iz otroštva, zelo pozitivne in tudi marsikdaj boleče, ne na osebni ravni, ne, ampak na družbeni ravni. Namen tega iskanja, tega pisanja in objavljanja, zdaj nisem gotov, če govorim tudi o njegovem imenu, je zato, da večinsko prebivalstvo, ko pride in če pride v stik z literaturo ali s pisanjem, spozna tudi temno plat Lune. To se pravi, da Gorica ima ene značilnosti in seveda v njegovem primeru Trst, ki so za večinsko prebivalstvo temna stran Lune. Zaradi blokade jezika, no in zase vem, on bo še povedal, da jaz to načrtno delam, ne? Da pišem in se tudi prevajam, zato da večinski del prebivalstva, da ni tako enoznačen, kot dejansko je, in zase spet govorim, jaz se čutim glede tega, spet bo rabo besedo zelo ošaben, ker se mi zdi marsikdaj moj odnos omalovaževalen do večine, ker vem, da ne dojame te temne strani Lune. Naš gost se prva desetletja vrtel v trikotniku Svet Jakob, Svet Vid in Svet Andrej. Jaz pa v dveh okrožjih, Svet Ivan in Svet Jakob, potem zaradi tega, ker so slovenske šole bile pri Svetem Jakobu in dejansko pol leta smo bili pač iz Krasa in tudi meščani, smo živeli pri Svetem Jakobu. O teh rajonih in o tem življenju poroča v tej zadnji knjigi. Sam pa sem se uživel v rajone Štandrež, Poturn, Severni kvart v tem novem tisočletju. Še eno usporednico zgodovinsko bi rad potegnil med Trsto in Gorico. To si lahko privoščim, ker poznam v podrobnostih te stvari. Leta 1945, ko je prišla komanda Začne se vstaja, je Trst bil razdeljen na 4 rajone. 1., 2., 3., 4.
zbral 800 borcev in pač se je začela vstaja. Gorica med vojno, že pred letom 45, leta 43 in kasneje, je bila razdeljena na 4 kvarte. Severni, južni, vzhodni in zahodni. No, tu vidim en tak zelo simbolični, zelo močan paralelizem. In zdaj ga vprašam, če je v Trstu ostalo kaj tega rajonskega, ki ga dobro nosim v sebi, kot spominom na otroštvo pri Svetem Ivanu, če je ostalo kaj rajonskega, tistega, kar si ti doživljal in opisuješ, recimo glede nogometnih tekem pri Svetem Andreju, če je ostalo kot je, pa v Gorici, moramo reči, je ostalo to rajonsko vzdušje. Štandrešt je ena pač taka enota. Ampak ne, ker so Slovenci v Podturnu, kjer prevladujejo Furlani, enako in podobno. No, to, če je to vzdušje takratnega pubertetniškega izkustva, če je kaj tega ostalo. Zelo zanimivo vprašanje in priznam, da se me malo presenetil. Jaz mislim, da je ostalo čisto nič. Zato, ker jaz iz enega drugega razloga Trst zelo dobro poznam, čisto vsak rajon od tistih 7-8 najvažnejših poznam iz enega drugega razloga. Te rajoni so se vsi zelo spremenili. Tudi jaz sem svoje šole, začenši z vrtca, začel pri Svetem Ivanu. Ko sem jaz hodil k Svetem Ivanu v vrtec, je bil glavni 90% slovenski rajon, sedaj je po mojem dosti več Italijanov. Jaz sem stanoval v Starem mestu. V Starem mestu je bilo, kaj bi rekel, tisti subproletariat in te največji reveži stanovali v Starem mestu in stanovali tudi nekaj Istrijanov, tako da jaz kot otrok sem bil ogromno prav žaljen in popljuvan in z znano žaljivko v ščavi. Sveti Jakob, tam sem delal kot profesionalni novinar na Primorskem dnevniku, dokler sem šel na raj. Tam sedaj se zelo spremenilo. Ko sem jaz tam dejansko živel, ker na Primorskem dnevniku v bistvu smo delali od jutra do večera, to se pravi, da smo tudi kosili po tistih gostilnah. Nekoč so bili v glavnem bila čista proletarska četrt, čista proletarska in če so bili priseljenci, so bili v glavnem z juga Italije. Dan danes Sveti Jakob je pravi Babele, Babelov stolp in je nemogoče dati katerokoli konotacijo, razen tega, da ko jaz iz enega drugega razloga sem tam ogromno krat, videvaš v 10 metrih, v 10 osebah vidiš 10 različnih narodnosti. Vidiš takoj Srba, takoj potem Pakistanca, takoj potem pač domačina, takoj potem Srba, takoj potem pač dobiš ogromno različnih ljudi. Zanimivo morda bi rekel to, da pri Svetem Jakobu, to sem se zavedal, kome sedaj, je stanovalo ogromno Slovencev, ki se še držijo, ki so še vedno sočutni Slovenci. Zato, ker jaz, kako bi rekel, jaz bi se povezal v tisto, kar je napisal in tvoj znani sovaščan, Sveti Ivančan, Vladimir Bartol, ki je rekel, da ni vedel, da je toliko Slovencev v celem centru mesta, ker med fašizmom so se vsi poskrili. Kot ščurki so se poskrili in kot ščurki so se spet prišli na dan. To je napisal Vladimir Bartol, predvsem o Svetem Ivanu, ker naenkrat s fašizmom so vsi Slovenci izginili, torej so se potuhnili. Razen tisti, ki so resnično boleli, zato tudi v glavnem večkrat žrtvovali, kakorkoli že, če ne življenje, pa vsaj dolga leta življenja, kot recimo moj oče, ki je bil 13 let med fašistimi, 9 let fašistične ječe, 4 leta konfinacije. Tako da, kar se tiče rajonov, jaz ne morem, po mojem, sedaj v tej negativni globalizaciji, Trst ni več razdeljena po rajoni kot ene mestne značilnosti, kot je značilnost. Ne vem, nekoč si lahko rekel, v Starem mestu si dobil določene gostilne, določene majhne trgovine. V Terezijanski četrti si dobil določene večje trgovine. Sveti Jakobu, to je bilo proletarsko. Sveti Ivan je bila skoraj na pol kmečka in tako dalje. Sedaj je čisto vse sprejeto. Sveti Andrej, Sveti Vit je bila bogata, mestni deli, sedaj tega več ni. Recimo, Oklepajček, ali ti si rekel, da bo šel po novelah, si rekel, da bo šel, ne?
Ne, recimo v noveli, ki se imenuje Ženske levo, moški desno, in opisujem znamenito kopališče Pedočin, La Lanterna, ki je verjetno, smo dognali, da je edino evropsko kopališče, kjer so ločeni moški in ženske. Vse je bilo zelo zanimivo to, da so moški in ženske ločeni, ampak značilnost tega kopališča ni ta ločitev, ki so tako moški kot ženske sprejeli nekaj kot normalnega, je absolutno ne nekaj iz sovraštva enega spola drugega, oziroma odboja enega spola od drugega in tako dalje. Ampak iz enostavnega razloga, ker so tako moški kot ženske hoteli biti vsaj tisto uro, 2 uri, ki so na kopališču, so hoteli biti sami iz raznih razlogov. Moški, da so pravi časopisi in igrali bližanje, takrat se je igralo bližanje, in ženske so bili tam sami s svojimi otroki in govorili med sabo. Jaz sem recimo čutil kopališče Pedočin bolj kot socialni obraz Trsta. Pedočin je bil skupaj v Ozonju, ki pa je bila high society bil v Ozonji. Pedočin, to je tisto kopališče čisto na punti Trsta, na skrajnem koncu Tržaškega polotoka, ki je odražalo socialni odraz Trsta. Zakaj jaz to govorim? Jaz, ki sem stanoval na robu Starega mesta, so me takoj vključili v bando Starega mesta. In takrat bande so eni do krvi pretepali druge, ne? In tako dalje. Meni so vključili to in oni so rekli, ti se moraš za nekaj predeliti. Jaz sem noče opredeliti, zakaj sem moral biti tukaj pretepati une iz Terezijanske četrti ali pa te bogate iz Svetega Vita. In jaz sem se moral dejansko predeliti. In en izmed teh razlogov, zakaj nisem jaz hodil več v Pedočin, dejansko kot otrok, med otrokom in najstnikom, tja do 14 leta, je zato, ker bi se moral vključiti v eno bando. Če nisi vključen v bando, je to kot mafija, pa potem je plačaš za res, ne? No, in smo v samem sržu knjige, ker o tem govori. Jaz sem se v knjigi dobro znašel, kljub temu, da sem Trst zapustil pri 19 letih, ker sem šel študirati v Rim in potem službeno sem bil v Benetkah in po Furlaniji Julijski krajini. Tako da je bilo to ena markort, oziroma je zame to ena markort, ta knjiga, ker doživljam skozi to knjigo, kar dejansko od Trsta v meni še je, ker nisem doživel teh sprememb, ker sem se selil drugam in potem v Gorico. No, in ne moremo, smo jih že nekako nakazali, on več kot jaz, ampak ne moremo mimo glede medetičnih etničnih odnosov. In to bom pa prebral, da bom rabil kakšno neprimerno besedo. Z medetničnimi razmerami si se začel soočati med igranjem nogometa na zanemarjeni travnati površini v Tržaškem predmestju. Jaz sem raje prosto kotalkal na prestižnejših ploščah in zaznaval omalovaževanje in seveda tudi rasizem. Pojav janičarstva se pojavi v opisu umora na progi openskega tramvaja. Sem med tistimi, ki trdimo, da zanikanje pravic ni nikoli izviralo iz dejstva, da smo bili čezmejna peta kolona nekega družbenega sistema, temveč zgolj iz etnično-jezikovnih silnic. Družbena sistema sta istoznačna danes, a zakaj ne sme Gorica imeti dvojezičnih javnih oznak, kljub temu, da ne more biti več obtožbe, vi predstavljate nekaj, kar se začne pri severni postaji in se konča pri Vladivostoku. Enoznačna sistema torej, a izjave v Brzovici, zemljevid tržaškega svetnika, to je novejša zadeva, ki verjetno je niste zasledili še na tej strani meje, kot je Tajani in za njim Salvini govoril pač o Istri in Dalmaciji in tako dalje, tako je zemljevid Tržaškega občinskega sveta v okviru državnega praznika 2. junija, zdaj prevčerajšnjem, 3 dni od tega, je zaobjel Istro, Dalmacijo in tudi en kos Francije. V dokaz, da ne bodo nehali. Smo tih pred zdajci,
da postavijo kip vojnega hujskača D'Annunzia sredi Trsta, na borznem trgu. O filmu Terra Rosa ne bom niti govoril, ker o tem ste zelo dobro obveščeni. V Gorici in Trstu imajo pravico, eden bo rekel, zakaj pa ne, ker je to v okviru enega določenega načrta, pravim jaz. Ne, ker je to pač kot marsikatero društvo, ki nastane iz nekega zanimanja ene skupine ljudi. Torej, v Gorici in Trstu imamo sedeže Casa Pound, to se pravi skrajne desničarske pretepaške organizacije. Kaj dogaja, bi parafraziral ljubljansko TV oddajo, po tvojem mnenju? Kaj dogaja? Ja, televizijska. Ima naslov Kaj dogaja, ne kaj se dogaja. Kaj dogaja? Ja. Kaj dogaja? To je, kakor prej sem rekel, Babelov stolp namesto Babilonski stolp. Zakaj se to dogaja nam? Zato, ker mi beremo v Trstu, tako hočeš nočeš ogromno italijanske knjige, ogromno slovenske. Jaz sem slučajno bral pred kratkim nekaj Torre di Babele in se jasno avtomatično Kaj dogaja? Torej, mimo grede, da tisk, ki je to napisal, se mora verjetno malo slavnice preštudirati. Kaj dogaja? Ne razumem, kaj se vpraša, samo... Jaz sem še vedno... Morda v moji prepričanosti... Ti si sledil eno svojim pogovorom, ampak vprašanja nimam. Torej, splošno vzdušje je, smo v Evropi, med državama ni problemov, se imamo vsi radi in vse teče prav. In imamo celo vrsto dogodkov. Jaz trdim, da to prihaja iz razmišljujočega centra za psihološko vojno. In kako ti doživljaš? Če ti me vprašaš, kako doživljam, danes sem cel dan razmišljal o tem. Zakaj? Zato, ker v nedeljo imam govor v Cizli ob Tigurski poti in ogromno bom po svetu prav temu. In se razmišljal, vsaj tako, jaz povem, kaj se danes razmišljal, kar sem tudi si prebral, kar sem tudi malo telefonarjev okoli, da tisto, kar se dogaja, ni čisto ni tako naivno, kot se zdi na prvi trenutek. Da, po mojem, ne smemo podcenjevati trenutno politično stanje, ker je čisto vsak dan prihaja s strani določenih političnih krogov, to je ena provokacija. Čisto vsak dan. Danes je tista strani, Novelija, to se pravi poslanca Gibanja Forza Italija, da je treba manjšine preštevati, oziroma da v Furlanijski krajini se parificira furlansko-nemško slovensko manjšino, mislim to. Samo 2 dni oziroma 3 dni od tega je tržaški odbornik, torej eden, ki ima denar, ki vrača denar, celo mislim za pomembne gospodarske postavke, to tiste pomembne, ne breslistnice, je objavil na Facebooku celo plačano glas, da to je naša Italija in tam je lepo Dalmacija in tam je rapalska meja, to se pravi do Postojne, do Spivko noter in tako dalje, pa še Kosiko zraven, pa še Malto zraven, tako dalje. In v bistvu to je po mojem vse v načrtu, zato ker vse bolj se govori, se izkorišča šibkost Evrope oziroma trdo, težko premikanje Evrope na desno, da je treba relativizirati meje. Če obstajajo določene pogodbe, menda je zadnja in dokončna med Italijo in Slovenijo oziroma med Italijo in Jugoslavijo, takrat leta 1974 Ozenski sporazum, danes se določene države, s tem se čutijo močne, ker so večje in tako dalje, ali vsaj se čutijo moralno močnejše ob 2000-letni kulturi, da lahko začnejo, kako bi rekel, pripravljati teren in vidijo in poskušajo, če se da, kakšno zadevo razrahljati. Jasno, prva postavka so glasovi. Se dogajajo, to so že tisti, ki so študirali, katero so najboljši trendi za volitve. Še vedno v Trstu je neverjetno, še vedno dvojezičnost tisto, kar prinaša največ glasov. No, dvojezičnost je zdaj šla malo v pozabo, ker zdaj so pošli migranti. Zdaj migranti, če ti udariš po migrantih, dobiš toliko glasov, ne? In sedaj ta gospod, ta odbornik, ki se imenuje Đorđi, je bil prej, on je prišel kot totalen neznanec v občinski svet in potem postal odbornik. On je dobil daleč največ glasov, samo zato, ker je imel genialno idejo. Genialna ideja je bilo samo to, da vsak dan naredi 2
dva videa s telefončkom in ga daje na Facebook. In te, veste dobro, na Facebooku in na Facebook in ne prej YouTube, potem na Facebook, je dovolj, da ti daješ en video in če neko napišeš trst iber alles, bodo vsi to gledali. Eden v kabini, ki zbira svoje predstavnike, mu je to dovolj. On je to genialno zaslutil in sedaj se je zmislil, kaj če naredi, saj pokaže, kako je Italija močna, ker sedaj vemo dobro, da strašno hitro manipuliraš ljudi, ne? In te provokacije so vsak dan, na vse zadnje, krivi smo jasno tudi mi, ko je Tajani povedal tisto, kar je povedal, naj živi italijanska Dalmacija in tako dalje in tako dalje. To je izjemno huda stvar, reakcija strani Italije, strani Slovenije, je bila ničeva. Je kako da bi rekel, saj poznate italijansko, birichini, lumpi, ne? To je bila vsa reakcija, ne? Se mi zdijo določene reakcije, kjer ostro protestirajo z eno resolucijo, ne? Nekoč določeni krogi, ko so najbolj ostro protestirali, so poslali resolucijo, oprostite, veste ni prav, ne? In to je to, oni so videli, torej jasno, da to ni mislil resno, ampak kakšni razlogi so... Rahljanje. Ja, samo ponavljam, jaz cel dan, prvo te razmišljam, ker imam ta govor v nedeljo in očitno bom moral govoriti prav o tem, zato ker sem poklican prav zato, ker sem človek na meji, hote, ne hote, pozitivno, negativno. In jaz še vedno te globlji razlog, zato vem, da to ni nekaj naivnega, da to ni nekaj strašno majhnega in naivnega, na vse zadnje odstotki tržačev, Italijanov, ki kupujejo za 2 liri hiše preko meje, je ogromno, mislim, da 7 let od tega so upravili poslanci, so blokirali pri Tomaju gradnjo 70 hišk, ki niso turistične, ki bi jih pokupili 90% Italijani, v Divači so zgradili 246, mislim 16 hiš, vse pokupili Italijani, nič ni naivnega. En kup Italijanov ima že svoje tvrtke v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker stane birokracija je pri vas. Čeprav se tukaj v Sloveniji zelo pritožujete, da prihaja birokracija, vaša birokracija, ki še vedno je vsak dan teže, še vedno 1000krat lažje kot v Italiji. Ne? Še vedno tukaj, če se hočeš pitati univerzo, vsaj do včeraj se v enem dnevu naredil. Jaz, ko sem se upisoval na univerzo, če sem opravil to upisovanje v 2 tednih, sem rekel, preden sem bil, ne? In se ne šalim. Pri vas se dobiti najemnino v stanovanju v Sežani, še vedno od jutra do večera se skoraj zrihtal, v Italiji tisti mesec ti gre in tako dalje. Od velikih sistemov nekaj specifičnega v zvezi s knjigo, to je, bi rekel, tisti opis, ki me ni prepričal, oziroma ker je naslov knjige Tržaške prikazni, nisem znal, in seveda, če boste knjigo vzeli v roke, morda boste zaznali tudi vi, sem iskal, kje je prikazan v tistem opisu, ki je posvečen nogometu. Ampak ne tistemu na travi v pubertetniških letih, ampak tistemu velikemu nogometu. Ne? Se pravi, triestina v različnih ligah in če ne drugega, ne, če mi tega ne znaš upravičiti, kje je prikazan, razloži malo tle publike, ker tega 2 morda znata, ne, vem katera, ampak ne bom jim delal imen, da je Trst imel takoj po vojni 2 reprezentanci. Ena je bila v vsedržavni italijanski ligi in ena je bila, dokler smo še upali na 7. republiko, je bila v jugoslovanski nogometnem prvenstvu. Torej tako, jaz jasno bom to lahko razložil, ker sem napisal novelo, ki sem upravičeno mislil, da spada, ampak prav pri tem bi jaz rad dal en okvirček knjigi. Ta okvirček je ta, upam, da bom zares zelo kratek. To knjigo sem napisal, jaz pišem v slovenščini, sem napisal v slovenščini in sproti prevedel vse novele v italijanščino. Zakaj? Ker to knjigo me je naročila, me je prosila ena zelo, kaj bi rekel, mlada in agilna deželna založba, da v okviru
zbirke mest po Italiji, napišem jaz knjigo o Trstu. Jaz sem se malo začudil, prosim, v Trstu so tu pomembnejši pisatelji kot jaz, je Magris, je Mauro Koč, tako dalje. Tako ne, smo hoteli prav tebe, zato ker oni ne bi znali to pisati s slovenskega zornega kota. Dobro, jaz sem se lotil pisati to knjigo, jaz sem po svoji pisateljski konformaciji, če lahko tako rečem, romanopisec, to se pravi, da jaz se ne omejujem pri razmišljanju. Ko imam kaj za napisati, napišem pa naj bo po Dostojevskejevsko. No, po Dostojevskem, da lahko tu, če treba napisati 50 strani o neškripanju vrat, bom tudi to napisal, če to me misel pelje. Skratka, jaz sem hotel napisati zgodbo o Trstu. Jasno, če hočeš napisati zgodbo o Trstu, moraš zbirati kaj? Zgodbe. Se začel zbirati zgodbe. Prvič sem videl, da v Trstu novele je pisalo ogromno prav teh pomembnih pisateljev. Giorgio Persburg je napisal knjigo o zbirkah Trstu, Mauro Kovačič, Ceotopica je pisal, Magris, torej Claudio Magris, tako dalje. Zato jaz sem hotel napisati eno knjigo, kjer bi bile opisane zgodbe, ki v glavnem niso bile opisane, Zato, ko mi je Armado so vse pisali, Svete Jusuf so vse pisali, od tiste avstro-ogrski gospe, ki hodi gor in dol po kozu Italije, so vsi pisali, tako dalje. Skratka, jaz sem hotel končati malo bolj sproščeno z nogometno ekipo Triestine. Zakaj? Zato, ker sem hotel upravičiti to, kar sem napisal v svojem uvodu, ki je dejansko šlo na konec knjige, da je Trst vsestransko tudi slovensko mesto. Ko mi pravimo, Trst je naš, jaz mislim, da mi Slovenci smo pozabili eno besedo. In to je bilo čisto zgodovinsko, socialno, etnografsko pravilno. Trst je tudi naš. Zadnjo ljudsko štetje Avstro-Ogrske monarhije 1910 je bilo v Trstu 155,000 Italijanov, 60,000 Slovencev in 40,000 Nemcev, Čehov in tako dalje. Skratka, potem je prišel fašizem in mi smo dejansko izginili, po vojni smo morali počasi plesti mreže. Skratka, jaz sem hotel napisati nekaj zgodb, prvič, ki jih niso pisali druge, sem napisali novega, in druge, morda ne vem, če si to hotel dati vprašanje, bom zelo na hitro povedal, čisto sem zbral, nisem mogel napisati romana, ker nisem vedel, kako bi dal vse te zgodbe, ki sem jih zbral. Nisem znal, kako bi realno, racionalno, kako je rekel, dosledno zbral en roman, zato sem, čeprav ne rad pišem novele, ker novele me blokirajo v pisanju, ker ko me začnem pisati, dejansko je že konec novele, sem jih napisal 9. Zakaj 9? Zato, ker nisem vedel, da bom za vsako novelo zgubil toliko časa za zbirati podatke. Sicer pa gre najprej tisto, kar sem vprašal ti. Sem vprašal ti. Triestina je nogometna ekipa Trsta, izredno pomembna. Sem hotel preko zgodbe te ekipe, kjer je bilo tudi kar nekaj tržaških Slovencev, ki so igrali, oče od Jurija Kuferzina je igral v A-ligi. Potem prišla vojna in Jurij Kuferzin je 15 let bil predsednik Združenja slovenskih športnih društv. Torej znan človek v zamejstvu, recimo. Torej se pravi, da je bilo dejansko Triestina, tuj težaš, tuj slovenska ekipa, predvsem pa sem hotel v tej zgodbi od Triestine, kateri sem jaz profesionalno sledil kot novinar, tako na Prvonskem dnevniku kot na Raju, sem staknil 2 zgodbi, o katerih se izredno malo govori. Prvič, tako zvana tekma za življenje med Triestino oziroma težaško reprezentanco in nacistično reprezentanco. Ko so prišli po 8. septembru, ko so v okupaciji Trsta fašiste nadomestili nacisti so nadomestili fašiste, so nacisti predlagali težaški Triestini, težaški reprezentanci, nogometno tekmo med Triestino so imenovali in nacistično reprezentanco. Nacisti so dobili 2-0 in so zelo športno sprejeli poraz, ampak jih je grizlo in so vprašali revanšo. Revanša je prišla 3 mesece kasneje. Zakaj?
3 mesece, ki so zbrali vse najboljše nogometaše, ki so bili lepo po frontah, celo da ene 20 ruske fronte, da bi igrali revanš tekel, da bi jo končno zmagali. In so rekli, dajte dobiti vi sodnika. Sodnik je bil Tržačan, ki je bil zelo pristranski, ne. Ni dal 12 metrovki nacistom, je dal 12 metrov Tržačan. Skratka, potem, ko so Tržačani dali en gol v offside-u, torej v nedovoljenem položaju, in so nacisti izenačili, bil gol izbrisan, in ko je Terestina dala 2-0 in spet so anulirali, mislim, zbrisali gol tudi nacistom, so nacisti udrli na igrišče, strojnice so, namesto da bi pokazali v zrak, češ, da naj bilo protiletalsko, to so bile protiletalske strojnice, če letijo nizko in dosežeš, ne, so znižali strojnice na nivo igrišča in so najprej prijeli sodnika in ga pretepli do krvi in ga povlekli in potem so ga dejansko poslali v koncentracijsko taborišče. Tržaški nogometaši so izkoristili konfuzijo za to, da so zbežali in so si dejansko rešili življenje s tem, da so zbežali. Potem sem tudi opisal, takoj potem so zavezniki, kot verjetno veste, to je bilo 9. aprila 1964 bombardirali Trst, dan po bombardiranju, ko je bilo 40 mrtvih, mislim, je Triestina mora igrati nogometno tekmo lige z Venecijo, z Benetkami in novinar Piccolo je napisal zelo cinično, da Tržačani se zdi, kot da so bili nekako odsotni, ne, tako nekako. In drugo, kar sem hotel opisati, pa je bilo tisto, kar si že ti ali opisal, dobro vemo, da kaj zgodovino po Trstu takoj po vojni, Italija je imela tle nogometno ekipo Triestine, ki čeprav je izpadla, je vseeno so jo strili igrati v A-ligi, zato da ker Trst nogomet, ker takrat, veste, še danes imeti nogometno ekipo v ligi pomeni, da je tvoj prestiž kot mesto izredno visoko. Čeprav je tržaška ekipa bila izredno slaba in je spadla, je vseeno igrala v ligi, ker so jo nekako priključili v ligi. In zato, kaj pomisli Jugoslavija? Jugoslavija je rekla, dobro, mi hočemo biti tudi prisotni v Trstu, se tudi na vse zadnje za Trst se borimo tako mi kot Jugoslavija. In dejansko so dobili eno ekipo tržaško, tolikih, so dobili Ponciano, ki je... Ne slučajno iz Delovskega rajona? Ja, točno iz Delovskega razloga. Plačali ogromno denarja njim, predvsem pa so dobili ogromno odličnih jugoslovanskih nogometašev, ki so šli igrati v Ponciano, ne. Tako da, eno nedeljo si igral Triestina Juventus, drugo nedeljo si igral Ponciana Crvena zvezda. Naslednjo nedeljo si igral Triestina Inter in potem Triestina Hajduk, ne. Tako da kaj sem rekel? Ponciana Hajduk, ja. Tako da dve prvenstvi so bili, ta stadion Grezar je imel te jugoslovanske strahove, ker jaz tudi v uvodu razlažem, kaj so ta strahovi. Strahovi so tiste osebe, dogodki, celo meteorološki pojmi, kot je burja, celo geografski pojmi, kot je morje, ki so v dobrem ali slabem, odločilno, celo smrtno ali življenjsko pogojevali življenje Trsta. V glavno je to pa v zadnjem stoletju, ne. Začelo se je, Pedočin so zgradili 1909 kopališče in do današnjih dni. Zadnje vprašanje. Koliko je potrebnega arhivskega raziskovanja, da si lahko tako podrobno opisal De Henriqueca, Hugija, Joycea? Torej tako. Armensko skupnost. Torej tako, jaz sem rekel, kako lepo bo napisal nekaj novel, jaz sem zbral dogodkov za 59 novel. 59. Sem rekel, dobro, se ločim s prvo. Za prvo novelo, če mi verjamete, sem zgubil en mesec. Zakaj? Sem hotel opisati zgodbo zbiralca orožja in znanega, kaj bi rekel, borca za mir, Diego de Henriqueca. On je bil ubit leta 1974, pri 66 letih on je bil ubit. On je umrl, zažgan, ko je spal v krsti, ki je bila njegova postelja. Ne, ker je bil čudak, oziroma je bil velikanski čudak je bil, ampak on je spal v krsti v magazinu,
ki je vse svoj denar porabil s tem, da je kupoval kose tankov, kose letal, kose helikopterjev, kose mitraljezev in dejansko je porabil vse svoj denar za to in so mu odrezali elektriko. Po zimi, to je bilo konec aprila, oziroma začetek maja, je bilo še mraz in najtoplejše, bila lepo ta lepa krsta, ne vem kakšnega nacista, ki je bila lepo podvita in on je spal tam, ki je bilo najbolj toplo. Tako da, torej je vedno to, morda, če si bom vzel 2 minuti, da razložim, kako bi rekel, pisateljski prijem. Jaz sem, kot toliko znanih pisateljev, dosti pomembnejši od mene, od Hemingwaya do Vucatija, do Garcia Marqueza, sem po poklicu novinar, rečem sem, čeprav sem v penziji, zato novinar ni igral v penziji, tudi še daj, marsikaj pišem za razne revije, časopise, tako dalje. Skratka, sem novinar in sem obenem pisatelj. Značilne se novinarji so točno določeni, objektivnost, točnost, natančnost, poštenost, doslednost, tako dalje. Pisatelj pa je tisti, ki interpretira te dogodke. To se pravi, da jaz prvo novelo sem hodil napisati novelo Deja Henriqueza, ker se mi zdi izredno zanimiva njegova zgodba. Sem rekel, kako opiše novelo? Jaz tako sem napisal tako, da sem z izredno muko, s tem, da sem raziskoval delo raziskovalnega novinarstva, da sem raziskoval in dejansko interpretiral zadnjih 6 ur njegovega življenja. In obratno kot nekateri zgodovinarji in pisatelji, moja teorija je, da ni bil ubit zato, ker je odkril tista imena, ki jih je prepisal s celic od rižarne, ko tebe zaprejo rižarno in te pošlje v Buchenwald, kaj napišeš? Ime tistega, ki te poslal v smrt in tistega, ki se ga spominjaš. Ne? Če se spominjaš, da se na srce dobro, če ne napišeš, tam je poslal. Skratka, jaz skoraj ne bi verjel, da so ga zažgali zaradi tistih napisov, čeprav to je bilo leta 1974, to pravi 1 leto in pol pred procesom za rižarno, ki so samo dva nacista dobila smešne nizke kazni, en je še naprej točil pivo v Hamburgu. No. Ampak jaz mislim to, da so ga ubili neonacisti, ki so imeli blizu sedež. Zakaj? Deja Henriquez je bil zelo naiven in on je spoznal, da tisto bombo, ki so postavili v Petovljah, so umrli 3 karabineri in isti ti bombe, ki so samo 3 dni prej postavili na slovensko šolo pri Svetem Ivanu in samo slučajno ni nastal pokol, ker ni počla, je dejansko on učil ene neofašiste, ki so prišli iz Veneta, kako se to bombo dela. On je to spoznal in verjetno, tako se govori tu iz zapiskov, ker potem je novinar mi je dal vse te zapiske in tako dalje, da je verjetno ta glavni razlog. Jasno, jaz kot pisatelj, kakšna je dolžnost? Da interpretiram duh časa, to se pravi, da celo skušam interpretirati, kaj je gospod Henriquez govoril z gostilničarjem tiste zadnjih 6 ur pred smrtjo. Točno dognal, v katerih 2 gostilnjah je bil, točno vem, s katerimi je govoril, s katerimi tipologijo ljudi je govoril, koga je srečal in tako dalje in tako dalje. Tako da, jasno, to je čista, kaj bi rekel, pisateljsko delo. Dejansko pa bi lahko rekli, da je malo postmodernistično. Se skušam natančno, pa kot natančno novinarstvo. Recimo, novinar ne bi verjetno interpretiral, kaj so takrat mislili. Ampak jaz kot novinar, kot pisatelj pa sem to moral. No, podobno podrobno je opisan tudi Kugi in tudi Joyce in ostale novele, ki jih vsebuje pač ta knjiga. Nekaj minut kasneje smo začeli, samo nekaj minut kasneje, se pravi točno uro, zaključujemo, razen seveda 3 kratka vprašanja, če pa ni... Aldo, mi smo zadnji, da seveda lahko malo povlečemo. V najslabšem primeru ali namečejo paradižnik ali pa grejo proč. Kaj ima kdo kakšno vprašanje ali mi da še Aldo kakšno vprašanje? Ja. Jaz bi samo vprašal, za katero od te zgodb, ki ste jih izločili, za katero vam je najbolj žal, da ni prišla noč? Takoj povem. Meni je najbolj žal, da sem zročil tisto zgodbo, vi ste iz Gorice, Nove Gorice, od tistega črnca
To se pravi, vojaka, ki je prišel z ameriško vojaško pravo sem, to se pravi, da je bil do leta 54 bil z Američani, bil strašno mlad fant, ki je bil mal raziskovalec. In on se je odločil, da on je, ko je bil poklican v vojsku, je gradil časovni stroj. In on je imel strašne lepe ideje v Trstu in je rekel, da čakaj, ne morem se vrniti domov, da mi gremimo inspiracija. In se je lepo dobil, je rekel, v redu, sem končal vojsko tle z leta 54, ko je pač šla, ko so Američani šli proč in se je vrnila Italija, in si postavil svoj bivak nekako na griži, na Vejni, kjer je gol tista cirkev famozna. In on je tam gradil svoj časovni stroj. Po Tržaško, že ki so Tržaške prikazni, ne vem, če veste, da Tržačani pravimo tisti cirkvi formađin, ker ima obliko sirčka. Tako, ne. In on je tam gradil ta časovni stroj in je bil ves ponosen, je rekel, da funkcionira in da dela in so prihajali te znanstveniki. Znamenita astronominja Margarita Hack, ko je to zvedla, je rekla, moramo obiskati, ali je celo on poklical, ker Margarita Hack, kako je bila velikanska znanstvenica, velikanska oseba, bila izredno preprosta, ali ga je poklical, straka se dobila. In prav razlagal ta človek, oziroma Margarita Hack razlaga, da se je imenoval John, kot očitno polovica Američanov, da je poklicala in je rekel, sedaj ti pokažem, kako dela ta časovni stroj. Je pritisnil in nič. Je odprl še eno in nič. Je odprl 3, še nič. Je zdaj v kladivo začel udarjati in še vedno je funkcioniral ta časovni stroj. Ne? Skratka, to zgodbo se je opisal, potem je dosti težav. Vedno, ko je prišel tam gibanje za Trst, to se pravi totalno desničarsko, so šli gor, ga pretepli, torej kot vedno, kako Trst je zelo labilen, ko je gor levo, sredinsko prava, smo Slovenci živimo relativno dobro in tujci, tako da, ko prije desna sredina, je takoj ta. Skratka, to ubogi revež je umrl s tem, da ko se vračajo domov, hodil ob cesti, po avtocesti, tako je bila nova avtocesta, ne, je umrl že 30 let od tega, ni bil očitno navajen te ceste in mislil, da lahko hodi skoraj v sredini, so ga povozili. To je tista zgodba. Ko sem jaz to rekel, ne predstaviti, so oni od Dnevnika El Picola rekli, napiši za nas, samo potem se napisal nekaj drugega kot kriminalko, poletno kriminalko, vsako leto vprašajo, se napisal nekaj drugega. To ni nič kriminalnega, to je samo zgodba enega genialnega in napolnorega človeka. Vsaka stvar se konča, ima dva konca, ima en konec, samo klobasa ima dva. Če kdo hoče kupiti knjigo in če hoče imeti podpis avtorja, avtor je tukaj, vam bo z veseljem podpisal. Bo napisal, komur hočete, ime, priimek, bom rekel avtorju.